Slovenija se je znašla v primežu energetske negotovosti. V tem trenutku pa nas zanima, ali lahko ta moj stavek novinarka Anja Ristič razloži bolj transparentno in manj poetično. Pogled na daljnovode je v zadnjih mesecih odpiral predvsem vprašanje naših gospodinjskih navad. Nas bo uporaba malih gospodinjskih aparatov drago stala? Kdaj bomo morali kuhati, likati in prati? Bomo zamenjali dan in noč? Dobro, vladi mogoče ni uspelo izpeljati nobene reforme, ampak če jim rata zamenjati dan za noč, to je pa tudi nekaj. To je pa trik na nivoju Davida Copperfielda, ki se mimogrede po 25 letih ali koliko ponovno vrača na male zaslone februarja prihodnje leto. Njegova najnovejša iluzija bo izginotje Lune. To je res obljubil že zelo dolg, pa smisel, da ne bo nikoli spelu. Ampak mislim, da tega ne bomo videli, ker bomo ob svečah. Ampak pri čem res stojimo? Ne? To je nešteto grafov, mene to zmede. Ne vem, kako je z vami s tem? Ne bo nam treba kuhati po noči, uporaba toasterja nas ne bo udarila po žepu in obračun omrežnine sam po sebi ne prinaša dviga omrežnine, za gospodinjstva pa bodo letni stroški omrežnine v večini celo nekoliko nižji. Ok, uporaba toasterja, kaj pa uporaba pralnega stroja? Ker jaz včasih sendviče delam tudi na pralnem stroju. Po moje bo draže, kaj si mislijo ljudje? Cene elektrike, veste, kako se bodo spremenile? Ne točno, ampak navadno grejo gor, ne. Nimam pojma. Vse pa skozi drži. Že skozi nekaj pomalam, sploh ne veš, kaj obračunavajo, kako obračunavajo. Noben nič ne ve, kar je okej. Dokler vsi plačujejo, ko bojo nehali plačevati, ne bo več okej. Ampak nekdo bo ziher mogel plačati več. Povišal pa se bo tistim, med katere spadam tudi jaz osebno, ker imamo sončno elektrarno in e-polnilnico in toplotno črpalko. A ste videli? Takih si jaz več želim v državi, takih, ki se žrtvujejo namesto nas. On bo plačal več za to, da nam ne bo treba. A ni to lepo? Vsa bremena, ki jih nosi kot direktor Elesa, zdaj pa še par evrov več na položnici. To je požrtvovalnost. Po drugi strani pa se s tem ne strinja Matej Lahovnik, ki pravi, da gre za neko prehodno obdobje, po katerem ga bomo pa nasrkali prav vsi. Po preteku tega prehodnega obdobja seveda nas bodo seveda predvsej udarili po žepu, razen če bomo svoje navade prilagodili zmogljivostim elektrosistema. Ok, se prav nič več toasterjev. Tega luksuza je konc. Pa so ljudje že kaj varčni, ker, a veste, kaj pravijo, šparati treba začeti včeraj. Pazite kaj na svojo porabo, recimo kdaj? Ja, seveda, zvečera, ne, čez noč pa tako. Pazimo. Ja, seveda, pač manj luči pržganih, manj stvari pržganih. Tako, ne. Pač, brez luči smo, pa se malo tipamo. Pa še paše, ker si lahko predstavljaš, da tipaš nekoga drugega. Če bi imel luč pržgano, bi pač videl, da šlataš starega ata za jošk. Tako si pa lahko predstavljaš, da je kakšna misica. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.